Džaba. Nekaj dela. Evo, najdu sem eno podložko to malo, tako da bom dol tega pa tega skup, pa da vidimo, kva bo. Ne vem, če je to glih prav, ampak gled. To je tak pol, ker enkrat laufa vse skup, pa testiraš, ker se začneš vozati, pa dejansko vidiš, kakšno je obnašanje komplet sistema. V bistvu sem prej zajebal, sem tole dal sem, a ne, a v bistvu ta, tukaj, kaj prije, ta sredina, vidiš, ta sredina tukaj pride sem not. To je za vakuum, da sploh to vakuumsko črpalko pržge, da vleče gorivo. To je zdaj vse toliko provizorično narejen, samo toliko, da vidimo, če bo to laufalo. Takole malo mrdaš, veš, pa gre. Ok, zadeva je zdaj taka. Zdaj bomo dali tukaj, kakor ste videli, sem že malo probavil, tale zračen filter, tole je od Energyja. Tale je pa od Runnerce, sam pa Runnerci, fali mi tukaj ena guma not, pa sploh ni not filtra. Tako da ta ne bo prišel poštev tega, ki pa dajem, pa ta tukaj del, ki je namenjen za neko eko sranje. Ker težko je tukaj dati not med tele cevi pa to, tako da sem mogel malo predelati, ampak mislim, da bo zdaj to šlo. Takole. Se pravi, vse provizorično toliko, da ga gor damo, prišraufamo z enim šraufom in da ne bo moril motora, nekaj preveč zraka prša, pa da ne bi kakšna smetna odprška. Dejansko je frgazer od Energyja, pa tale filter, tako da mora pasati. Tudi mi dala eno vezico, za vsak slučaj, da bi slučajno padlo dol med vožnjo, ker to bojo masovne vibracije, to bo masovna hitrost, to bo toliko vse skup trgal, da a veš, mi moramo to narediti dobro, da ne bo se razpadlo vse skupaj. Če je to sploh za vilkam ali prekratek. Tukaj nam je prišel potem filter. Ampak ker smo, da vas spomnim, to je vse zdaj provizoriška, mene zanima, če je tole pržgal. Zdaj načeloma sem jaz vse naredil, ne. Bomo vlili malo olja, imamo neki frčo motota. Upam, da bomo kaj puščal, nekaj malega sem dal, nam cel liter daju, zato ker pol če mogo ven dajati slučajno po pizderija. Evo ga, vlivamo. Tole naj bi bila končna stopnja pred vžigom, ne. Ampak ja, bomo videli. Upajmo, da kje tank ne spušča. Za 10 € pa en za granotor. Oziroma celo kantico, tankico, kantico. 3 ure rab. To je neverjetno, star. Pa vse mora biti za nič. 2 gumice sta bila, zdaj sem dal dol, no, da vidimo. Evo ga. En butel je dal 2 gumice, star. Jaj. Veš, jaz bom še malo olja not ulil v benz. Če bi bila pumpica slučajno, ki je srala, da ne bi se skaj zaribal. Tak bo kadilka svina, ampak gled. Bolj da kadi, kot da zariba. Tole cevko tukaj, ki mi stoji prazno, sem pozabil zazihrati. Zdaj, jaz sem res tako. A bo to pržgal ali ne? Mora je tudi to nastavitvi frgazerja, zrak treba naštelati. Zdaj točno ne vem, koliko je od čist zaprtega v desno, 1,5, 2,5,
bomo videli s časoma. Zdaj, Iskro je prej kazal, da daje, ko sem testiral. Tako da načeloma, če vse posreč, bi moral to prižgati. Je pa res, da je to zdaj samo tesno, to da vidimo čepali, ker treba še vodo vliti za vajenje in če tega not ne damo, pol hitro lahko se pregreje pa zariba. A zdaj imam kar tak čuden feeling, ker tako sem malo živčen, ne bova, veš, tole se zdaj 14 dni tukaj trudim s tem in malo sem ga že sit, veš, malo sem se navličil, mogoče brabo malo pauze, ampak vsem. Ja, pogled. Bolje, če sploh benz dobi. Ta pumpa sploh dela, veš, benza ni. Ta tank je meni toliko sumljiv, Ok, svečka sem dal ven, zaliva ga, tako da benza je, evo vidjet, če ima iskro. Ugasnil luči. Sam je bela. Ok, iskra je. Se pravi, iskro ima, če kill switch uporabim, iskre več ni. Tako da iskra je, čeprav je taka bela. Meni, da so različne barve iskr. Zdaj sem to nikoli nisem spoznal, pa pri tem štromu, ki je original, nimaš kaj delati, sam nastaviš tako, kaj je. Daš notar in piči. Tako da dejansko ne vem, kaj je. Probal bom prižgati, malo bom štel fergazer in upam na najboljš. Je pa res, da tale nima ta čok prižgan, ni na elektriko, zdaj ne vem, a to kje vpliva na to ali ne. Vem, da je čok za hladen vžig, kakor je sem je to noter na temperaturo oziroma na elektro ta relé in če je prižganje to dol, pa se to dvigne, pa sem ti ne vem. Ampak ja, probavamo, če ne bomo pa googlali, spraševali, pa dokaj ne naredimo. To sem dal magnet, pa sem pogledal, če slučajno ga nisem narobe pač obrnil, to je v redu. Pa odklopil sem ta kill switch, tako da so žice na prostem, pa gremo spet probati. Nič, čist mrtev. Nič, čist nič, nobenega znaka. Lahko je tudi težava pri tej igli, ali preveč noter, ali preveč gor. Zdaj sem jo dal na sredino. Veš, tako se to vidi. To sem jaz dal na sredino. A veš, kaj se je zdaj zgodil? Na tisti igelci prije taka ena mehna varovalkica. Itak, da je odletela in je zdaj ne najdem. Tako da sem jaz danes zaključil. Dejansko motor ne pržge. Zgubil sem tisto varovalkico, tako da sem samo umaknil to, dal 4-kolesnika ven, pa šel se furat, kjer je sneg. Ok, pazil sem, da mi je nekaj tekel benz iz fergazerja, ni mi jasno sploh za kva. Zdaj sem razdrl, spucil vse skup. Zdaj gremo pa tretjič probati tole pržgati. To mogoče zato, ker imam ta čok avtomatski, pa ni privezan na 12V, ne vem. Čeprav čok, ki je mrzlo in zaprt, bi mogel še prej pržgati. Prav tole je tank za vodo, voda je taka bela posoda. Nisem še nič odperil, da zdaj upam, da ni kakšno sranje noter. Da vse skup dihta. Zdaj bomo videli, če sem jaz to dobro sestavil noter, če bo kaj voda spuščala. Ker če voda spuščala, pa ni dobro. Joj, ker ne moram dati noč, se pravi moram balanco obrniti, a imam na dvigalo. Kako bom zdaj to naredil? Kratkega, saj sem si naročil daljšega. To se je malo tako čuden slišal, ne? Vem me skvap tira, da se naroči daljšega. Tak ja, gled takole. Malo sem pomučil, malo bom polil. Malo bom polil, bom malo krpet pripravil. Itak vedno polivam, prej kar sem celke menil. Jebate, vse je počal, vse se je razlil benzin. Dobro, ni bilo posnet. No, bruke bom. Malo prevedel tole.
Aha, že šel pa zrak ven, aha, že gura ga tle. Dobre. Toliko, evo mene, Dina sem spet lotil ranarce, Matija je prišel na goste, živa Matija. Živa. In sem ga uporabil za kamermana. In sicer zdajle sva, zamenil sem štrom, se pravi, to je štrom mame nazga. In je ena stvar, ko sva merila iskro, s prostim štromom, je na svečki pač bila majhna iskrca, ni preskakovala na tale pleh. In sem rekel, da bova zamenjala za vse slučaj, pa bo vidno. In ko sva midva zmerila, stanovi in je iskra res 1 cm dolga. In to je to, kar je meni rekel zdaj ta mehanik v PVG-ju, da mora biti toliko močna iskra. Mogoče zaradi tega ne pržge. Dam zategnil svečko, pa bomo probali, pa bomo videli. Še zbiral bo enega kamermana, da snema. To bi bilo ful lažje. Malo upanja imam. Malo več upanja, ker je iskra res močna. Pazi, nož ti je, nož ti me pada. Ti se nečel neki. Veš, velik človek je prišel v mehno delavnico. Zato je fajn biti mehan. Ja, to je res. Prav za punce ni fajn. To je tudi res. A veš, punce imajo rade velike. Ampak, glej, nimaš kaj. Gremo zdaj dol. Eno proučim. Džaba. Nič. Nekaj dela? Nekaj že se videl. Ok. Nekaj dela? Nekaj kak? Zdaj sem ga že... Ampak glej, napredek je! Kaj, mogoče moram dati malo filtra gor, ker filtra nimam, čeprav. Dajmo filter gor. Kaj sem daj? Dajmo filter gor. Bom filter dal. Celo nekaj je zaživel, se pravi, je bilo nekaj na iskri. Delo je to. Ok, kaj že to pomeni kapolka? To pa zdaj, to so pa nekaj jafora, poplati. Aha, treba naštelati zrak. Še malo več mu daj. Hoče pa noče, pa hoče pa noče. It's alive! Okay. Se pravi, proradilo je zdaj samo še finesa. To je pa zdaj tisto, pač samo šukvarjec, da ga naštelaš. Dejansko je bila iskra prešloh in ga ni prišla. Zdaj delam, finesa pa bo. Idemo. Matija je priča, Alga puši, shit. Zdaj vse oleke je noter pa to, mora skaditi. Da me bo čist mešal. Dobro po ta tukaj dol, ampak ja, dela. Vaga kadi. Matija, dajem ti čas, da ugasneš motor. Se pravi, potegneš killer switch. Bravo, sedi 5. Ok, situacija je taka. Kva smo zdaj naredili? Se pravi, vse tele cevi tukaj sem skrajšal na ustrezno mero, zato ker prej sem jih bolj dajal tako, da vidimo, če bo delal. Zdaj, ko vemo, da dela, smo to zrihtali. Bi pa rad povedal zgodbo s temle štromom. Se pravi, tole navitje, ki sem dal iz prve, gled, to navitje zgleda kao novo.
tam je dofrčo moto, tam mu je stal, sam se niti ne spomnim, zakaj ga imam, ampak glej, predvidevala sva, da je dober. To sem dal gor, lepo vse skupaj sestavil, štartu, preveril iskro, videl ste iskro, iskra je boga. In potem se je tle ustavil, imel sem dead end, malo sem imel slabih dni, sem študiral, kaj je narobe. In sem se rekel, zakaj ne bi skrb to navitje zamenil, ker gled, najdel sem enakega, nisem vedel, da imam, sam je bil pač starejši. Zamenjam, bum, motor požge. In tako, kot mi je rekel David, iskra mora biti, se pravi, takole velika, ko daš svečko zraven, mora tolčiti, bam, bam, na okvir. Pri tismu, pri temu, ni, je samo mehna iskrica bila na svečki. Tako da to smo uspešno rešili. Zdaj pa še zadnja stvar, katera moram narediti, je vliti hladilno tekočino, se pravi narediti proces, vliti, tukaj odviti tale pipek, ki je za prezračevanje, čakati, dokler vsi vohučki ne grejo ven in ko začne čista voda teči, zapreti. In potem je to polno. Bom dal pa malo antifriza, da glih na vse skupaj zmrzoval. Evo ga laufa. Imam tole tlec in glav, upam, da ni blajerca. Ker to je edina stvar, ki nisem rihtu, ki je ostala od prej. No. Vidim, da nekaj spušča. Aha. Tukaj le. Dar, jaz mislim, da ta blajerca za nič. Tole tok cingla, da glava peče. Jao, če je blajerca za nič, smo vse za to naredili. Stara mehankarska, da vidimo, če bo kaj bolt. Ne. Neč bolt, ponače Jermen Cvil to narediš. Vem, a se sliš variator, ali se sliš not blajerca. To bom videl s časoma. Zdaj je problem, ko imam jaz elektronski čok, pa ni prekopan na elektriko, pa dejansko mu skozi ful preveč daje benzina, tako da malo čuden delu, ampak grem ga sam malo tukaj zdaj dol, da vidim, kako dela. Kamor? Ok, tole sploh ne dela drugače, sploh se ne zvrti čist mrtv. Mora da je nekaj na variatorju oziroma na jermenu. Tako da ja, možda 20 gre. Vedo, nobene moči, nič. No, pa smo najdeli nov problem. Pravi, bomo dali tale elektronski čok stran. To je zdaj za silo na Energyja, bomo dali ga nazaj. Tok, da ko bomo zdaj laufali pa to, da ne bo nam nagajal. Ker pač nima elektrike in ne dela. Prav, tole je električni čok. Tukaj prije na 12 voltov, not ima pač eno tako, en tak vosek, katerega te dve z elektriko grejeta in on se pol raztegne in zapre do vode. Tako je pa, kaj ima zelo, pa se vrne nazaj. Sprav, ko se greje gre gor, ko se ohladi dol in s tem pomaga pri mrzlem žigu. Prav dobimo takole čok, po so potrebno inštalacijo. Sam je čudno, vidiš, teli, ta sploh nima igle, drugače ima iglo. Gledaš razliko med tema dvema, da še en ima iglo in nima igle. To mi ni jasno zakaj, ampak očitno ga pač sam pokrije s temi in je to dovolj. Ta dela na roko, vidiš. Tega ti sam odpreš, zapreš, tako old school. Tako gre to. Jaz pogledam, kakšen to sistem, zakaj ga ne premika. Dejansko se tako odvigne. In zdaj je v bistvu odprt. Zdaj je v bistvu zaprt. Zaprt. Odprt. Zaprt. Odprt.
ali pa kontra, se ne vem. Še svečko zamenjamo, če že imamo novo, ne. Ključ 21 je za svečko. To je po mojem bil moj prvi del sploh na motorju, odkar sem začel. Ega, tole je stara svečkica. Sprav razlika med staro pa novo je. Se tudi stara je kar v redu, no. Evo jih, razlika med staro pa novo. Stara je kar dobra, stari. Sploh ni slaba. Tale japanska, ta je kineska. Pa gled, če smo dobili novo, bomo dali novo. To bomo pa šparal. Po občutku, najprej zategnem, tako lahko zjebite glavo. Prav vem, če vem, da vas mika, da bi zategnil ful, ampak naj ne. Čim sem čok dvignil, se je ugasnil. Ok, situacija je taka, motor se ne zvrti, nima nobene moči, daš gas, ne potegne. Sumam, da je variator, ne vem zakaj, jaz sem dal Yasuni variator, zdaj bom dal original variator, vem sem, da tam pri onih podložkah, ki prije pri variatorju, nisem najdel ta pravih, no, tako da sem nekaj improviziral in mogoče zato dejansko se ne zvrti. Lahko so tudi valčki težki, ne vem, karkoli. Tako da bom dal original, variomat, original vzmet gor, pa bomo pol probali. Zdaj bomo zamenjali tukaj spet nazaj original vzmet. Bomo dali Jerman, ki je bil gor, malo je takole zastrižen, oziroma kakor je stal, ampak se bo on že vlafal. Če šel po kurac, bom pa noge dal. Ta je navaden, originalen. Tukaj ima ene zobce, glej, da boš tole ujel skup v zobce, ker če ne boš, ne bo šlo gor. No, zdaj bomo pa dali blatnik gor. Sem dobil en blatnik od Runnerce, ni glih skladen za cross motor, če bi lahko temu rekli cross, ampak glej, vem, da bo pomagal proti špricanju, ker dejansko, ko sem šel samo en testen krog, sem opazil, da kar orang zaliva, tako da bomo za zdaj to dali gor. Veste prej, da na začetku, ko sem se stavil, se motor ni zavrtel. Zavrtel se pa ni zaradi valčkov. Sicer, jaz, ko sem se stavil, takrat nisem bil baš neki pozoren na gramuro, na težo, se pravi, teh valčkov. In sem dal mešano, se pravi, sem dal 6 gramov pa 3 grame vmes, itak, da se ni mogli zavrteti. In dejansko sem zdaj, ko sem dobil tole vagico, AliExpress 1 evro, sem gotovo, da vam pač napačne in ne samo to, gor še piše, kjeri so, ampak takrat sem jaz gledal model in sem pač dal gor. Še predtem pa bi rad da tole sklopko, dobil sem to orodje za napenjanje fedrov, vidiš, bi rad dal tršen fedre, zato da kasneje prime, ne, da je pri večjih obratih štarta. Ampak je tole kar zajeban, tako da bomo videli, če mi bo ratal. Da tole tukaj daš noter, zahaklaš. Tole je kar zajeban potegniti. To sem zdaj dal primežka, prej, ker sem probal brez primeža, ni teorije. Tole... Ni šans, treba zategniti orang. Ni šans, da tole jaz potegnem. Ko so trdo zmeti. Imam pa 3 vrste barv, sploh ne vem, kjera je najtrša. Nič ne piše. Vidiš, puca več, ne vem ti. Ok, malo sem pogooglil, dejansko tele vzmeti se ločujejo po obratih.
Rdeče naj bi bile 2000 obratov, rumene naj bi bilo 1500 obratov. Bele pa meni se zdi 1000, za bele nisem zihar. Ampak ja, kakor jaz gledam na internetu, je full easy to dati gora, ne. Mogoče bi bo tole prav pršal, ker sem videl eno tehniko, pa gremo probati. Ba je ena daljša stran, če kaj jaz tukaj gledam, se mi zdi ta obe enake. Ravno, ko je tole štelo, malo drugače zgleda. Zgleda takole easy, da se lahko dejansko takole pač da. Ne me jebat, stari, glej to. Glej to. Glej to, no. Pa to je neverjetno. Joj, katano, mama. Sprav ni važna veličina, važna je tehnika. Zapomnite se, tehnika je najbolj važna. To je to. Še tele tukaj podložke moram dati, ker sem jih ven dal in ne vem, kje so. Dobar, vidiš. Pak ja, to je to. Čuti, zdaj tukaj snimam, ti se dereš. Evo ga, sreda. Oj, zdaj še ta se der. Kaj si ti dereš? Tudi ti tam bež v nesrne ganje. Skratka, en teden sem se zdaj bavil z njim. Pa sem do varjemat ta športan gor, pa ni vlekel, pa do varjemat navaden gor, pa je pol na pol gasa vlekel. Toliko časa sem se zdaj bavil, da sem ugotovil, da je premala diza not bila. Not je bila diza 58 in to je ful premal za tole. Nekako so se oni vozili prej s to dizo, ampak Frčo Mototu sem rekel, da mi prines set diz. Mi prinesel od 70 do 106, ker je to vse skup stok, sem dal najmanjšo 70. Malo sem spustil iglo, ker naj bi tam bila original 65 do 83, ampak so mi si rekli, da je 65. In sem pač spustil malo iglo in zdaj skuter dela. Končno skuter dela. Ne moreš verjeti. No, zdaj grem pa ti prežgat pa pokazati. Zdaj, kaj snemam zdaj bavo. Drugač prežgat takoj. S prve. Ajde, zdaj vidimo, ko sem štandgašt naštel. Evo, to je to. Jeste po, evo ga, 50 kubikov stok, power. Čakaj, pa sem ugasnil na switchkill. Oj, me že ganjajo helikopteri. Nič, to je to, zdaj smo motor zrihtali, tole je v voznem stanju, malo se bom vozil zato, da ta cilinder dejansko tudi pač ulaufam. Zdaj se najdu, kaj snemam. Pa počas čakamo na dele za drug motor, ko pa malo jače kot tole. Ta motor bo šel pa pol na Energyja, tako da imamo mi še veliko dela, ampak rečemo, da je to part 1.